Na današnji vladi je vlada potrdila uredbo o samooskrbi iz obnovljivih virov energije, in ker se nam na Ministrstvu za infrastrukturo zdi, da gre za zelo pomembno uredbo, bi vam jo radi na kratko predstavili. Jaz mogoče malo bolj splošno, potem pa, če bodo vprašanja, bo državni sekretar dodal. Kot sem že povedala, gre za samooskrbo iz obnovljivih virov energije. Naša želja, naš cilj je, da iz uporabnikov oziroma porabnikov električne energije naredimo tudi proizvajalce. Glavna prednost samooskrbe je, da se količina električne energije oddane v omrežje in prevzete iz omrežja kompenzira. Odjemalec pa plača pravzaprav samo razliko. Gre za tri vrste samooskrbe, se pravi, ena je individualna, ta je pravzaprav mogoča že danes, se pravi na individualnih objektih, če jih lahko tako imenujem. Dodajamo pa samooskrbo večstanovanjskih stavb, blokov v večini primerov, in dodajamo možnost samooskrbe med seboj povezanih odjemalcev, katerih merilna mesta niso vezana na notranjo inštalacijo, se pa lahko povežejo v OV skupnost. To so na primer naselja, posamezna naselja. Pomembna novost, ki jo želim izpostaviti, je, da samooskrba ni več vezana na pojem lastnika naprave, ampak je dovoljena tudi najemnikom. In še ena za nas velika novost, to je odplačna prodaja viškov električne energije, ki se ustvari. Danes je neodplačna. Se pravi, višek energije, ki jo ustvarijo v samooskrbi, bo v sistem predan odplačno in ne več brezplačno. Seveda pa cilj ostaja samooskrba in ne gre za gospodarsko dejavnost, kar pomeni, da gre za proizvajanje električne energije za lastne potrebe, zato je velikost naprav za samooskrbo omejena, s čimer bi se oziroma se bo preprečilo postavljanje predimenzioniranih postaj. Seveda, bom rekla, na koncu cilj, ki si ga želimo na ministrstvu doseči, je, da bi čim več ljudi elektriko dobivalo skozi samooskrbo, ker to pomeni tudi ali pa predvsem čistejšo energijo, ker tukaj gre za samooskrbo iz obnovljivih virov in konec koncev tudi razbremenitev naše mreže, ker elektrika tam, kjer se porabi, tudi nastane.